Pozdravljeni. Dobro jutro. Torej, najprej, že prej ste mi nekako podrli ta stereotip, da smo Slovenci narod ekstremistov. Pravite, da jih je drugje veliko? Ja, drugje jih res veliko več. Predvsem Francija, Velika Britanija, Združene države. Je to bolj zgodovinsko povezano s tem, da so bili že včasih raziskovalci, so pluli po morjih, pa tudi, da jim gre gospodarstvo toliko boljše, da si lahko privoščijo. Torej, za nami je več odprav, omenili smo jih kar neki. Vse pa ste pravzaprav opravili v duetu, tercetu ali kvartetu s tujci. Kako najdete pravzaprav te svoje sopotnike? Se zavohate med seboj? Ja, se. Sicer sem skoraj vedno iskal partnerja najprej v Sloveniji, ampak načeloma jih nisem dobil nikoli. Stal sem potem najprej s Simonom okrog Južne Koreje, pa potem še s 3 Britanci čez Atlantik, zdaj pa Avstralec Hugh. No, njega sem spoznal na Facebooku, ker je veslal iz Turčije do Milj in sem spremljal njegov podvig na Facebooku, mu poslal sporočilo, če rabi kakšno pomoč v Sloveniji, rekel, da ne, ampak da naj greva na večerjo v Miljah in sva šla in se tako spoznala. Star je še skoraj enkrat toliko kot vi. Če ste vi stari rosnih 27, je on 53. Ja. Sta se hitro ujela, glede na to, da boste naslednjih 35 dni pravzaprav sama sredi morja? Ja, če se ne bi hitro ujela, tudi ne bi se odločila, da gre skupaj v to avanturo. Dokaj hitro lahko človek vidi, če je z nekom na isti valovni dolžini ali ne, ker vidiš, kako razmišljaš, kakšne tudi verske politične nazore imaš in če si kompatibilen, ni večjih problemov. Torej, naši gledalci si lahko trenutno ogledujejo vašo zadnjo ekspedicijo, zelo uspešno preveslali ste Atlantik v kvartetu. Ekspedicija je trajala 45 dni, omenili ste, da se niti enkrat vmes niste skregali. Ja, smo bili res zelo dobra ekipa in teh 45 dneh smo sicer imeli kar nekaj takšnih trenutkov, kjer bi lahko, če ne pravilno odreagirali, da bi šlo kaj narobe, je bila tudi napetost, ampak nismo se niti enkrat skregali. Res smo se smejali vsak dan do solz. Pogovori so tekli, rekli ste o ženskah in hrani več ali manj. Ja, ampak ko je bilo res težko, smo se samo še o hrani pogovarjali. Ženske ste pustili pri strani. Veste, kaj me zanima? Torej, še zdaj boste še enkrat prav tako 2 uri veslali, 2 uri počivali oziroma spali. Vendar trdite, da ste veliko manj fizično pripravljeni kot pred 2 letoma. Ja, nažalost. Upal sem, da bo boljše, ampak sva se odločila za to odpravo šele konec septembra, začetek oktobra. In mi je bilo treba potem vse organizirati, celotno zadevo, in mi je zmanjkalo časa, da bi se res dobro fizično pripravil. Moral sem iti kupiti barko na Kapverdske otoke, zrihtati vse logistično, da bo prišla v Tunis, opremo nabaviti, popravljati, delati novo. Tako da mi je zmanjkalo časa, ampak malo počasneje začeli, pa se pol privadili in bo šlo. Hugh pa recimo še v življenju ni veslal, tako za nazaj, na 2 vesli. Tudi za njega nova izkušnja. Je pa fizično tako dobro pripravljen, je že 9 mesecev na poti, da ne bo problem. Torej, kakor poudarjate, ni vse v fizični moči in samem treningu mišic, predvsem in zelo veliko je v glavi. Ja, da je močna volja, kot močne roke, ker vseeno moraš vsake 2 ure iti veslati, 2 ure spim zelo malo, tudi 4,5 ure na dan, pa što po obrokih. In vsakič se moraš obleči v mokra oblačila nazaj, tako da je treba kar imeti dobro razdeljeno, zakaj to sploh počneš, da se pol sred poti ne začneš spraševati, kaj mi je tega treba. Pot boste začenjati pravzaprav že danes, zvečer potujete v Genovo, hkrati pa ste vse skozi na stalni zvezi z meteorologom. Ja, mi bomo veslala iz Hamameta, iz Tunizije, preko Malte, Krete in Cipra do Turčije. In to je 2100 kilometrov, več kot polovica manj, kot je bil Atlantik. Vendar zelo zahtevno. Ja, je pa ena stopnička več, kar se tiče razmer. Sredozemlje se nam ne zdi tako nevarno, ampak ta južni del je kar, vetrovi nad 100 km niso nobena redkost, valovi so krajši in se bolj lomijo,
Tako da, če recimo kakšen tak nas dobi na boku, se zlomi nad nami, je kar velika verjetnost, da nas tudi prevrne. In zato bo toliko več pomembno, da bomo imeli dobro napoved vremensko. To pa Jure Jerman iz Arsa v Ljubljani bil vsakodnevno z nami na vezi. Predvsem za ta prvi del, Tunizija, Malta, ker je Malta tako majhen otok. Mi smo pa pač samo ena vesla imamo za se poganjati in bo treba dosti navigacije, da bo sploh zadela otok. Na morju boste popolnoma sama. Domači so zelo, zelo zaskrbljeni. Pravite, da so vas takega vzgojili? Ja, to malo šali, malo zares. Njim ni najbolj všeč, ko to reče, ampak mislim, da je malo resnice tle. Se sekirajo, zelo jih skrbi, jim delam sive lase, ampak tudi mene skrbi, ker njih tako skrbi. Hkrati pa vam niso nikoli rekli, da morda ne se odpraviti, prosim, Marin, da je boljše, da ostaneš doma. Ne. Torej vas po drugi strani podpirajo. Ja, zelo. Mislim, brez njihovih znanj ne bi sploh mogel v tako kratkem času. Tudi za Atlantik ne bi bil pripravljen, tudi zdaj ne. Predvsem moče mi, ker pomorc bil toliko časa, se spozna na barke in mi veliko pomaga. Čeprav je tudi najglasnejši, ko je treba pač me prepričevati, da to ni najbolj pametno. Kaj je tisto, kar vas vsakič znova pravzaprav žene k novim podvigom, k novim preizkušnjam, ekstremnim preizkušnjam? Ja, že kar pred nekaj leti sem se začel bati tega, da bo življenje enkrat konec, da pač vsi umremo na koncu in da je treba izkusiti stvari, čim več doživeti, pa po pameti, ne zdaj to, da vsak dan nekaj novega, ampak z nekim planom, da čim več stvari izkusiš, da postaneš tem boljši človek, imaš več izkušenj. In tudi ta veslanja, ni zdaj to, da sam pač dobro veslam na dolge razdalje, ampak tudi v drugih segmentih življenja jim potem zelo pomagajo. Najlepša hvala, Meda, ki vam želim predvsem srečno pot, da bi se srečno končala.